jaz bi vse vas seveda povabila, da se vključite kadarkoli s kakšno mislijo, s kakšnim vprašanjem. Začela pa bom jaz, pa bi mogoče vprašala čisto, kako je film nastal. Namreč Jože je celo življenje, kakor smo videli tu, v dialogu s filmi, z umetnostjo, s filozofijo in z ljudmi. In potem je tudi film na nek način sestavljen, povezujejo ga dialogi z njegovimi kolegi. Jaz sem zdaj že v teh letih, da sem se odločil, da bom naredil par filmov o svojih prijateljih. In Jože je moj stari prijatelj, mislim, da se poznava enih 35 let. Bo 40. No, vse se eno. Skratka je zanimiv človek, v vseh pogledih, in seveda tudi film ne mora biti slab. Zaradi tega, ker je predvsem zelo zgovoren gospod, kar je sicer bilo malo problematično tukaj, ker z njim smo se pogovarjali, po mojem, kar lep čas, ne vem koliko dni, in tega teksta je bilo cirka 200 strani. In zdaj je bilo treba tu narediti selekcijo. Jaz sem sicer dosti stvari vedel o Jožetu že prej, ampak sem pri tem snemanju izvedel marsikaj novega, ker mi je zamolčal. Ta film je v bistvu bil planiran kot televizijski dokumentarec, ampak zaradi količine materijala smo se potem odločili, da ga bomo malo podaljšali, in je tako pač prišel v kino. Zdaj, verjetno je to en od slovenskih celovečercev z najmanjšim budžetom, tako da tehnično mogoče nekatere stvari pač ne klapajo, ampak vseeno smo se trudili na vse načine, da to nekaj zgleda. Čez film se zdi, da je že tvoje življenje, pač glavne točke, otoke tvojega življenja sestavljajo ljudje, seveda filmi, pa neki prostori. A to drži za tvoje življenje, ali samo film tako prikazuje? Ki sem snoči videl padati stolpič iz Notre Dame de Paris, da se jaz mogoče tudi o tem vprašal. Če so ljudje toliko daleč nazaj, s tako izrednim znanjem, ki ni bilo nobenih vedenj o statiki in podobnih zadevah, šli tako daleč nebo. In tako daleč nebo so šli z enega preprostega ljubezenskega akta. Gorski arhitekti so verjeli, da bo en dan prišel Božje mesto Jeruzalem vse osvetljeno in oni so hoteli k njemu samo nasproti. Kje je zdaj resnica, kje je zdaj tu čas, o čem se sprašujemo? Kino je ena neverjetna stvar, ker kino je na en način, torej tista zadnja faza one Platonove želje po upodobitvi nečesa, kar ne bi izgledalo kot življenje. Vendar ima kino svoje specifike, ima tudi svojo realistično vizuro. Tukaj je kino manj močen od književnosti, kjer si ti veliko bolj svoboden, zapreš oči in si zamisliš in odmisliš in se ti odvrti tisto, kar si prebral. Pri kinu se ti čisto vsega ne da prebrati. En človek, ki se ga je zelo spoštoval, ki se je pisal Kšištof Kišlovski, je rekel, vsako veliko filmsko delo mora biti do 80% končano. 20% je za gledalca, za temo dvorane, za razmislek in za izsanjanje, pa lahko z odprtimi očmi ali pa z zaprtimi očmi. Kino ni več to, kar je bil, tudi gledanje filma ni več po modalitetah takšno, kot je bilo nekoč, o tem govori tudi ta film, pa vendar tukaj nekaj ostane, kar je cinefilija, kar je druženje, kar je ljubezen. Ostane tudi skrivnosti seveda,
vsak kino mora imeti eno določeno skrivnost, vsak film mora tudi kaj zamolčati in kaj pustiti za tistih tvojih, kot temu Kišovski pravi, 20%, da ga ti dopolniš in izpolniš v sebi. Je bil prefregan ta Kšištof Kišovski. Do zdaj toliko pol. Ampak v resnici me zanima še nekaj povezan s tem. Ti še kdaj greš v kino, pa te tako film, se te butne vate, kot se je to nekoč dogajalo, a še kdaj v kino se ti to zgodi s filmom? Tu moram priznati dve stvari. Moja hčerka, ki sedi tukaj, je videla, da se jaz danes prej, ko sem prišel sem, prebiral 60 strani ene knjige mojega prijatelja, ki ga imate tudi na filmu, ki se piše Roj Menarini. To je tisti profesor z Damsa, kjer on nakratko opiše to, kar hočeš ti izvedeti. Kaj vse se je spremenilo nekje v zadnjih 30, 40, 50 letih s to tvojo ljubeznjo, oziroma z skupnim gledanjem filma, z dvoranami več in podobne zadeve in vse malo drugač. Prvo tisto, kar je bila nasilofilija, ki je potem kasneje postala seveda z videokasetami neko privatno gledanje, neko domače gledanje na televizijah, potem prijemo do satelitov, do programov, ki so na sateliti, ki so v bistvu specializirali za filmske programe in tako naprej. Mislim, kar naenkrat je vse mogoče in je vse dostopno. In kar naenkrat, se to pravi tudi študentov, da ne bi zamerila, in kar naenkrat iz te pravilnice podatkov se potem ne znajdemo več in kar naenkrat nimamo nič več pred nosom. Je vse tako efemerno, vse tako beži, narava kina je taka, pa vendarle. Ne bom se sramoval, jaz tudi tam vidim kakšen film, tudi ki ga skinem, ko se temu reče. Ker mi smo še dežela, ki se da to kar precej lepo še nekaj to dati, ja. Ko bi rekel, naletim tu in tam, naletim tudi, moram reči, da jaz redno gledam, jaz moram priznati, jaz pa onako svoje mnenje o Hrvatih, o njihovem nogometu. Moja žena iz Istre, ne smem reči, da je Hrvatka, tam se reče, da je Istrijanka. Pa vendar, da imajo tretji program hrvaške televizije eden najlepših programov za to, kar se tiče cinefil in tako naprej. Trenutno vrtijo recimo Andžeja Munka, par filmov, ki se mi že pozabil, zelo lepih. Ne, se mi še zmeri zgodi, da me kakšna stvar tako osupne, kot je rekel tisti moj profa z imenom François Truffaut. Se zaprejo, ti gledaš, si sam, nisi sam, veš, da si v dvorani, da je še kupenih ljudi, oni te gledajo dol iz platna, ti gledaš njih, to je kakor pri spovedi, to si on vzel od svojega tutora, ki se pisal Andrej Bazen, in to je en neverjeten občutek. Verjetno isto, kot gre spovedi, verjetno je zelo podobno, ne glede na greh, ki si ga zapekel, sem za to gre. Truffaut je potem rekel, in greš ven, in nikar več nisi človek. Zdaj, stvar mora presuniti. Stvar te mora na en način presuniti, moče najlepši izraz. Ti deve kolpire in italijano, boja manj si tam. Ljudje delajo še zelo lepe filme. Po marsikateri kosih te božje zemeljske opere, torej od Kitajcev pa do, mislim, da zdaj nekako globalno gledano dobiš razmisle, ki so razmisleki, ki so, nekdo ti ponudi eno roko, ti si to roko vzameš in ti jo da. In na tebi je, če tisto prepoznaš, na tebi je, če ti tisto vidiš. Zdaj pa spet seveda zavisi od tvojega vedenja, tvojih izkušenj, da mi ne bo slišal zdaj slučajno Oskar Kogoj, ogrejske kulture, ne, šalo na stran. Te stvari so zato, meni profesor Pirjevec na študijih književnosti zmeri rekel, veste, umetnost je na tem božjem svetu zato, da bi bilo kaj popravila. Umetnost je na tem božjem svetu, da so nam malo lažji dnevi in noči. To je vse.
filmi so taki. Filmi imajo seveda, zdaj imeli so to neverjetno moč, to neverjetno vplivnost in tako naprej. In ne glede na to, kako se je recepcija filma zdaj spremenila, torej kje mi kaj gledamo, ali so to dvorani in njihove teme in podobne zadeve, mislim, da ima film še zmeri eno tisto strahovito sposobnost v sebi, da te strese. In kot rekel Truffaut, nisi da čisti in ne boš nikoli več čisti. Bi mogoče kdo od vas kaj vprašal? Kaj pripomnil? Kaj pa, film je sestavljen še iz veliko drugega materiala, razen tega, kar ste posneli tokom snemanja, se pravi, so odlomki iz filmov, vse od teh študentskih filmov, od študentskega filma od Vrhovca pa to. Pa ste pa vi tudi snemali na Super 8 ali kaj, pa eni posnetki so tvoji domači posnetki ali kdo? Tisto sem jaz, sej rečem tam pri očetu, tako nek, torej, veš, kje stoji Rembrandt v Ermitažu in je tako obrnjen, ki Rusi znajo to postaviti, da če prideš pozno popoldne, kje ti gre na jok. In si tam 3 ure in pogreš ven. V Rusiji veš, kam greš pol ven, ne? Ampak to je to. Ne, jaz sem si delal ene vrste, ko bi človek temu rekel, nek filmski dnevnik. Jaz znam si tudi pisati, sem tudi pisal. Bo zdaj rekel, da toplo priporočam, ker marsikaj, veste, vzete to, kar bere Valič, to so odlomki iz knjige. To, kar bere ta igralec, tisto. To toplo priporočam. Jaz sem si pač, ne glede to, z eno Sonyjevo kamero, ala Jonas Mekas, recimo, ne počiva v miru, nekaj beležil, tako ko sem pač čutil, da moram nekaj tudi posneti, da ni dovolj, če sam zapišem, če smo že film študirali in tako naprej. Zdaj, vse Boris je prej rekel, se bože on to razloži. Tista prva varianta je bila kao nekih Slovenci, ki so znani, ki so že nekaj naredili in tako naprej. Ko smo se mi spustili v to avanturo in to snemanje, je potem so stvari šle popolnoma drugam. Pa tudi veliko materijala smo dobili, zato ker je televizija, se gospa Nedičeva, pa še z eno gospod, ki se mi zna Jožica, so vse živo najdle ven. Zato ker je pokojni Toni Tršar skoraj vsako stvar, ki smo jaz in Silvan delala, šel posnet. Tako da, imaš eno množstvo tega materijala, torej naenkrat seveda tudi gospod Černec ugotovi, da ne more imeti enega enotnega štiha v filmski podobi, torej v sami strukturi filmske slike in da te to sploh ne moti. Je pa res, da neke stvari smo v Parizu posneli, ker je imel s sabo Mišič kaj? Super Osmičko. Ala Vekja, čeprav smo tam zelo težko snemali, jaz sem se od tega spomnil včeraj, ob tistih strahotnih posnetkih Notre Dame. Mi smo snemali malo kasneje po futbalu, po prvenstvu. Francija je bila še zmeri, mislim, da sploh niso opustili izrednih razmer in vi imate še zmeri vojsko na cesti. In mi smo imeli strašanske probleme, ko si ti kamero potegnil ven, je bilo takoj, il faut pas filmer, etc. Ko smo veliko stvari zblefirali z aparatom, ker tam niso bili tako pozorni. Ali pa, recimo tisto, kar je na faksu posneto, tam pred Deleuzeom in tako naprej, je poznal Ožbaj vse, ker sem jaz na 2 varnostnika na faksu rekel, pa jaz se grem pokloniti enemu velikemu profesorju, ki je bil moj profesor in se je pisal Gilles Deleuze. In ona 2 torej temnopolta Francoza sta skoraj dol padla in sta salutirala in mu nista niti pogledala v torbo, da ima aparat. Tako da. Se to jaz lahko povem, da je to bilo kar neke vrste gverilsko snemanje, ne? Tu noter je, mislim, pri pogovorih je sicer uporabljena kamera, ne?
drugače pa je to na razne sorte fotoaparatov, na iPhone, na Super 8. Mislim, ker dejansko tele ni bilo budžeta, da bi se mi uradno dogovorili nekje, da lahko sploh snemamo. Ne? Tako da smo, malo čudno je bilo to snemanje, no? Milo rečeno, povedano. Jaz sem imel s seboj neke papirje v italijanščini in v francoščini, samo smo tista snemanja v Milano opustili, sicer tudi lahko povem zakaj. Kaj posebnega ni bilo, čeprav Italijani bi verjetno bili malo bolj nežni pri teh zadevah. Ti poberejo dokumente in pogrejo preveriti in pridejo nazaj in ti dajo. S Francozi pa ni bilo heca. Ne? In meni je zelo žal, da nismo uspeli posneti noter v francoski kinoteki, ki je sicer nova, ker nas enostavno niso pustili. In kljub papirju, ker sem imel kljub temu, da smo se nekaj pogovorili, tam ono 500-600, so oni zahtevali eno kaucijo, ki je popolnoma normalna. In kaj zdaj rečem za upravitelju francoske kinoteke, da mi imamo za cel film budžet to, koliko zahtevajo oni kaucijo. In se je rekel, zakaj pa tako visoka kaucija, je rekla, gledaj se, če slučajno počita na dva reflektorja, ki bojo ljudje šli mimo, je to velik problem, če se kdo poškoduje. Bebe, se je tudi ta fe normal, savi. Mi smo imeli za cel film, ne bom nič grdega rekel. Moram tudi pohvaliti gospod Bučarja, če še tu noter, da je omogočila potem to celovečerno verzijo, ker ta film ni bil mišljen tako, kot ste ga videli, brez ene dodatne pomoči. Hvala. Je bil mišljen krajši ali Ja, to je bil televizijski, vse obstaja 50-minutna verzija. Ampak potem nam je bilo žal, mislim, da je toliko materijala ostalo in potem smo se nekako zmenili oziroma Radovan se je zmenil za nek dodatek in je filmski center še nekaj denarja dal, tako da smo še na 2 meseca ali 3 preživeli v montaži. Moram pa, jaz vem, koliko je to izgledalo, vsega posnetega in tistega, kar so dobili, unga mojega, pa unga levega, pa desnega. Mislim, oni so bili predeni po moje 40 urami materijala in vsaka čast Borisu in Milošu za izredno skrbno delo, presenetljivo delo, inteligentno delo, neverjetno. Jaz ker vem, kako je izgledalo material in vse skupaj in ker moče znam malo presoditi, da ta film govori, da so v marsičem zadeli neke zelo osnovne stvari o meni, o času, o moji generaciji, o mojih prijateljih, o ljubezni do filma in do vseh ostalih stvari. Mislim, to ni tako enostavno. Nekdo, ki montira, piše drugič, tudi te mora zelo dobro poznati in mislim, te stvari se ponavadi potem zmeri usedejo skupaj, takrat, ki je potrebno. Pa si hodil kaj v montažo ali si šele na končni izdelek? Smo ga povabili že v eni fazi, ki niso vedela, kako bo ta film sprejel, ampak pol, ko se je razjokal, mislim, smo videli, da smo na dobri poti. Je mal, moram priznati, jaz sem veliko kaj delal z montažerji na celovečernih filmih in vem, da oni niso nikdar marali režiserjev v montaži. Niso pa marali bolj ali manj režiserjev v montaži zaradi tega, ker režiserjem je bilo zelo težko bilo kaj vrš proč. To je bil prvi pogoj. Drugi pogoj, kako to opravičiti pred v bistvu direktorjem produkcije in pred producenti, zakaj so si potem snemati stvari, ki jih v filmu ni. To je bil tretji. In četrto, montažer zmeri imel zelo rad, da je bil sam. Oziroma, ali da te, zdaj jaz sem šel večkrat zraven, zato me je to zanimalo, zato ker so me tako učili v Parizu, da je montaža pisanje številka 2, da je dajanje zvoke, pa muzika, pa vse ostalo pisanje filma številka 3. Zlasti imam zelo lepo izkušnjo z Andrijo Zafranovičem, kar se tega tiče. Ampak kljub vsemu
veste, je en zelo, da bi točno rekel, eno nelagodje obstaja, ker te v principu sestavlja vseeno nekdo drug. Se sam sebe ne more sestaviti, ne? Mislim, to je, če bilo to, tako enostavno bi bilo vse zelo fajn. Ne? In potem moraš tistemu človeku samo zaupati, samo zaupati. Da je videl to, kar mora videti, da je spustil tisto, nisem mu nič jezen na stvari, ki so jo vrgli ven. Sem potem, ja ne, to gre tako, ne, jaz sem v tistem momentu poznal televizijsko verzijo, veste, in televizijska verzija, tista verzija, ki je 50 minut, je precej hitra in je zelo drugačna. Če bi zdaj vrteli televizijsko verzijo, razen, da veste, da sem jaz, gre čist drugač. Ker je normalno, inteligentni, pridni montažeri in režiserji, če imajo eno izkušnjo z montažo, ki se usedejo, veste, to je zmeni sestavljanje. Ti sestavljaš, to je isto kot komponist, ne vem, to je zdaj lažje kot včasih Zafranoviča. Sem prišel gor na Vibo, so viseli tisti filmski trakovi kot špageti. Mislim, tako je vse skup viselo. In zdaj, kje je kaj, ne? Zdaj, kar se tega tiče, kompjuter malo, kljub vsemu, neke stvari poenostavil, ne? Ampak kakorkoli, ko ti začneš nekaj sestavljati, pa že vsi se sestavljajo zelo konsekventen. Pol nekaj jokati ali pa, ne vem, pa jaz bi uno, pa jaz bi tretje. Ti moraš sam verjeti v eno vizijo človeka, ki to sestavlja, ker sestavlja drugič. Ali pa tretjič. In v bistvu on zmeri gre od materijala, ki je posnet. Scenarij je nekaj sedmega, se to govorim. Redko kdaj se zgodi, da scenarij izgleda tako, kot je napisano, ne? Jaz sem enega, da, profesor, pisal se je Rick Romer. Drugi, ki bo tako, je bil Hitchcock. Tisto je bilo 1:1, ne vem, zakaj so še snemati, samo bi lahko, kad je umne cigare, kje druge. Nimam jaz nobenih, kvečemo eno izredno spoštovanje in čudenje, admiracion, bo rekel po francosko, do tega, kar so naredili v montaži filma. Hvala. Kaj pa res lepo govoriš o svojem pogledu na to, kako film nastaja in kako ti to doživljaš, pa bi še scenarije pisal? Ti moram pa nekaj reči, še kar se tega tiče. To iz filma, rečeš čisto stojan to, kaj je za mojo generacijo bilo zanimivo, ne bolj teorija, pa bolj te reči. Ampak se Lili dobro ve, mi smo tam bili zraven na zadnje, ko smo stanovali in studij Viva Film je bil tam, ki je zdaj Jožefova cirku. In jaz in Sinan sem zmeri tam težila, jaz malo več kot on, pa malo sem si služila tudi denar na televiziji z raznimi takimi majhnimi oddajami o otroškem programu in ne vem čemu, se bo kdo tukaj, ki se bo tega spomnil. In meni je pa zmeri zelo všeč prisostovati na setu, da vidiš, kako to izgledalo. Zdaj ne smem biti nesramen. Matej mi ne bo zameril, zato Matejca jaz njega zelo spoštujem, ker je tukaj od teh malo mlajših. Marsikateri bo slovenskemu režiserju ne bo slabo, če bi šel 2 dni na set, da ne bi napisal kakšnih neumnosti, ki kasneje napiše. Kritiko, ja. Sem nežen, nisem, no names, no... Zate ne velja. Nekaj ti da, ker ti na en način ti da to v pogled, če si rečemo klasična torej kritika, cinefilija, ogromno filmov vidiš, prije si študija ponavadi filozofije, takrat ali književnosti, nečesa, kar je zelo blizu, ker takrat, če ni bilo faksov, ki si lahko ti študiral to, ali pa saj na 3. stopni pri nas govorim, ne, je bilo to vedenje o metjeju, torej, to, kar smo imeli mi na Konzge šihte, jaz se spomnim. Šli smo kakšne stvari pogledati, pa znanstvenem predmetu,
Brane, se dobro spomniš, ki se klical konzervatorstvo in restauratorstvo. Mislim, ne vem, malo so ti dali vedeti tudi o tem, kaj je metje, torej kaj je obrt in tako naprej, da ne boš ti filozofiral. Sicer jaz zelo rad povem en vic, kar se tega tiče. Po povodu je prosil, če še kdo kaj vpraša, da ne bom, kar se tega tiče. Nekje oktobra, ko začnejo predavanja, ko začne akademsko leto, Saint-Denis, dobimo neki B82, B76, ne vem kaj. To lahko preverite, ker je režiser še živ in je bil moj sošolc, pisal si je Walter Salles, brazilski režiser. On je bil malo tako nežen, pa ne bom rekel, da ni znal francosko, ampak nekako ni hotel izpasti neumno. In po mene vpraša, ker profesor, ki je prišel noter, sem ga jaz poznal, jaz sem bral kaj Edi Cinema, normalno. To je bil gospod, ki je bil konstruktor filmskih kamer. Najprej Boljeja, v Grenoblu, nekje tam v bližini je imel tovarno, pa onih Aton in vseh onih stvari, Beauvialas je pisal. In mi smo celo v tistih letih na ekranu prevedli njegov izredno lep tekst, še prej, ker sem šel v Pariz, o tem, kaj je videti, kaj so objektivi in tako naprej. In jaz dvignem roko in vprašam gospoda, da ne študiramo scenaristiko, ne? Walter Salles. Odgovor je bil genijalen. Genijalen. Je rekel, ne, gospodje, vi niste zgašili sale, predavalnice, niti profesorja. Vi boste tukaj kar eno leto poslušali, kaj je filmski objektiv. Kakšni so in kako filmski objektivi zarežejo en svet. Mi imamo dvoje očes in en nos. Monikularno, binokularno in podobne. In to boste poslušali zato, da bom rekel po francosko, bom prevedel, que vous n'allez pas écrire de bêtises. Poslušali boste ta predavanja zaradi tega, da ne boste, kada boste pisali, nikdar pisali neumnosti. Rekel je, izredno lepo. Smo bili tiho, to je to. Najbolj so mi všeč filmski kritiki, začnejo, kako je lepa scenografija, ali kako je lepa, zdaj pa znam biti pa malo nesramen, ni več dobro, ne? Kako je lepa scenografija, kako je... Ampak jaz bi še nekaj te vprašala, Jože. A ti si bil ta kritik v tem pomenu besede, a si kdaj slabo tudi pisal v filmih? A si lahko s tem svojim slogom? To sem odgovoril Maticu, nisi brala intervjuja? Kaj knjiga je šla? Kaj sem rekel, Matic? Bom ponovil. Ne, mogoče malo zaradi Trifoja, ampak Trifoj je napisal tekstov, ki so bili proti režiserjem, proti starejšim režiserjem, proti tendencam in prav, da Bog pomahi. In če ne bo tako fajn fant in sirota in tako naprej, bi ga tudi stepli. Ne vem kako, jaz sem si izbojeval, ali je to samo po sebi prišlo, da sem pisal samo stvari, ki so me presunile. Ko bi rekel, ni bi bilo treba nikdar pisati o filmih, ki, ne bom rekel, jih nisem maral, vsak film je enega spoštovanja vreden, ki se niso dotaknili, ne? Da mi smo imeli uredništvo ekrana in kupenih ljudi, ki so pisali na kilometer. No names, no, okej? On je napisal vse, ne Brane, se veva kateri. Viktor. Ko bi rekel, jaz sem se tega izognil in to me je Matic zelo lepo vprašal, kaj knjiga je šla. Če sem jaz, Matic, ti bom še zmeri reči, sramota vsega tega, da vam je še zmeri drugi del knjige, z vsem, kar je še zraven, ki sem v teh letih napisal, popolnoma neizdano. Bom začel igrati loterijo, zdaj prvi se mi zdi, da je za Veliko noč, če zadeneš in objavimo še to. Ne, pisal sem o onih stvareh, ki so bile všeč in mi ni bilo treba
ker je on zelo lepo gotovo, ampak imel sem to možnost in imel sem, dovolili so mi to, se lahko mi ne bi. Bi še kdo od vas kaj vprašal? Bi vidva še kaj dodala? Prosim. Da bi moral vsak, ki piše o filmu, kdaj prideti na set, med snemanjem. Jaz mislim, da ravno tako velja tudi kot za recimo likovne kritike. Tisti, ki ni bil v ateljeju... Brane, nisem hotel tega reči, ker sem te videl. Reci. Ne, ker če nisi bil v ateljeju, če nisi vedel, kako določen umetnik dela, težko pol se poglobiš v njegovo delo, sliko, kip ali kakoli že je. To je ena stvar, to je podobno kot filmski set. Druga stvar, kot zdaj ta zadnja, glede morebitne negativne kritike. Ti si se zdaj lepo zmazal, da si pisal samo tistih stvari, ki so ti bile všeč, oziroma ki so te prevzele, ki so te navdahnile. Jaz sem nažalost... Nisem tebe mislil. Ja, parkrat sem si drznil kakšno stvar tudi sesut, prej na filmu, bolj na področju likovne. Sam kakšna reakcija potem zlasti na Slovenskem sledi, da si osebni sovražnik avtorja oziroma razstavljavca, da si idiot, ki nima pojma, kdo stoji za tabo in tako naprej, ker še tako dobronamerna in še tako argumentirana negativna kritika v tem prostoru piši kuči propalo, Verjamem, to je točno. Saj so me najdli, veš, so me najdli kasneje, veš, da ko sem bil direktor festivala, so me najdli. Ker tam sem mogel kaj vrš ven. Vidiš, sve se plača. Si bil idiot, neznalica in verjetno ti kdo ni bil všeč. Te najdejo, na koncu te najdejo, veš, no way out. Ja, za vsako red nekaj palca rašaj. Hvala za pogovor. Pa vas povabimo na kozarček v preddverje.